V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke že dlje časa opozarjamo na potrebo po organiziranosti oziroma ustanovitvi urgentnega centra v sklopu bolnišnice Ptuj. Zgodba o urgentnem centru Ptuj ima sicer že precej dolgo brado. Prvič se o tem začelo govoriti v letu 2003, nato pa vse do leta 2011 nekako bilo vse precej tiho, mirno. Nato pa se leta 2011 takratni minister za zdravje dr. Marušič javno zavezal, da bo gradnja urgentnega centra Ptuj šla naprej, da bo vključen v mrežo urgentnih centrov. A žal se zadnja vlada ni odločila, da bi urgentni center Ptuj vključila v gradnjo urgentnih centrov, ki bodo financirani iz evropskih sredstev. Tako smo dobili obljubo, da bo urgentni center Ptuj seveda zgrajen iz sredstev iz državnega proračuna. Pred nekaj dnevi je v državnem zboru potekala tudi redna seja odbora za zdravstvo, kjer smo na zahtevo poslanske skupine SDS obravnavali tudi problematiko izgradnje urgentnih centrov v Republiki Sloveniji. Medtem smo predlagali tudi sklep, da se urgentni center Ptuj vključi v mrežo urgentnih centrov in se prične čim prej z izgradnjo. Našo namero in pa potrebo lokalnega okolja so prepoznale tudi stranke koalicije, a kljub temu je žal bilo glasovanje 8:8, nato pa je odbor s 15 glasovi za podprl. Odbor za zdravstvo predlaga vladi Republike Slovenije, da vključi urgentni center Ptuj v mrežo urgentnih centrov. Vsi podatki, ki prihajajo s strani bolnišnice in lokalnega okolja, na katerega nekako je navezanih 120.000 Slovenk in Slovencev, kaže, da urgentni center Ptuj potrebuje celo stopnje C2 urgentni center. Sicer se bo nadaljevala in poglabljala neenakost obravnave prebivalcev omenjenega področja, ki že tako leta prejema bistveno manj zdravstvenih programov in denarja kot ostala primerljiva okolja. Splošna bolnišnica Ptuj je s svojimi deli že precej daleč, vložena je bila tudi vloga za gradbeno dovoljenje. Lokalna skupnost in splošna bolnišnica sta vložili preko 100.000 evrov svojih stroškov in menimo seveda, da treba čim prej s to izgradnjo pristopiti k realizaciji. Veseli me, da smo v poslanski skupini SDS vložili amandma, s katerim želimo zagotoviti v sklopu rebalansa proračuna za letošnje leto 3 milijone evrov in seveda čim prej pričeti z izgradnjo urgentnega centra na Ptuju. In zato še me dodatno veseli in z optimizmom navdaja podpora lokalne skupnosti, mnogih županov občin Spodnjega Podravja, ki kljub različnim političnim pogledom ali pa opredelitvam se zavedajo, da urgentni center na Ptuju je nujno potreben, ne samo zaradi potreb okolja, ampak tudi za blaginjo prebivalstva v Spodnjem Podravju. Tukaj bi rad izpostavil, da smo vse do tega trenutka dobili tudi pisne podpore k temu amandmaju strani župana Mestne občine Ptuj, doktorja Mirana Senčarja, potem gospoda Rajka Janžekoviča, župana občine Dornava, gospoda Milana Gabrovca, župana občine Markovci, gospoda Vladimira Vindiša, župana občine Desternik, gospoda Jožefa Kokota, župana občine Gorišnica, gospe Darje Vudle, županje Svetega Andraža v Slovenskih Goricah, gospoda Alojza Kavčiča, župana občine Juršinci, gospoda Alojza Benka, župana občine Trnovska vas, gospoda Antona Butolena, župana občine Žetale, gospoda Antona Leskovarja, župana občine Kidričevo, gospoda Marka Mavčiča, župana občine Podlehnik, gospoda oziroma doktorice Darinke Fakin, županje občine Majšperk, gospoda Friderika Bračiča, župana občine Videm, gospoda Mirana Vuka, župana občine Zavrč, gospoda Alojza Soka, župana občine Ormož, ter gospoda Jurija Borka, župana občine Središče ob Dravi. Torej gre res za izjemno podporo lokalnega okolja, ki še dodatno razgalja potrebo po organizaciji urgentnega centra Ptuj. Glede na to, da so župani tudi sami različnih političnih opredelitev, pa mislim, da bi morala slovenska politika na glasovanju o našem amandmaju prvo pogledati seveda na regijo, na človeka, šele potem na neke politične interese in pa prepričanja
in seveda podpreti naš amandma.